Več kot leto in pol je bila Rusija v ofenzivi. Bilo je počasno in bilo je mukotrpno. Težko je bilo opazovati, ko si spremljal spremembe ozemeljskega nadzora od daleč. Toda kopičenje vseh teh mesecev napredovanja je sčasoma naredilo opazno razliko v obliki fronte. Potem se je nekaj zgodilo marca letos. Neto pridobitve so se preprosto ustavile. Rusija je na nekaterih območjih še naprej napredovala, vendar je Ukrajina na drugih mestih več kot nadoknadila. Neto 34 kvadratnih kilometrov marca, 119 kvadratnih kilometrov aprila in okvirno 259 kvadratnih kilometrov maja. Prihaja do točke, ko bo morda moral popolnoma preoblikovati to prosojnico. To ni več šum. Nekaj se je dejansko spremenilo. Vprašanje je, kaj? No, današnji video je naše iskanje odgovorov. Začeli bomo z dodatno potrditvijo, da se to dejansko dogaja, kljub nasprotnim mnenjem, ki spregledajo bistvo. Nato bom predstavil 8 velikih sprememb, ki so se zgodile na bojišču, ki jih je preveč, da bi jih lahko izpisal na zaslon. To pa so vreme, krčenje gozdov, Starlink, Telegram, napade na železnice, napadi na rusko obrambno industrijsko bazo, napadi na naftno infrastrukturo in višje stopnje izgub. Nato bom zaključil z nekaj komentarjev o tem, kam bi to lahko vodilo v naslednjih nekaj mesecih. Začnimo pa s to opombo, da gre za resničen učinek. Verjetno ste že videli kritike številk, kot so te. Nekaj v smislu, ne, Ukrajina v resnici ne pridobiva ozemlja. Protiudarci so usmerjeni na ruske napredke v sivo območje, kjer nikoli dejansko ne vzpostavijo nadzora. Vse to je brez pomena. Pojdimo naprej. V redu, nimam težav z izhodiščem te točke, ker odraža realnosti sodobnega bojišča. Droni povzročajo, da je območje med frontama globoko več kilometrov, na nekaterih območjih celo več kot 10 kilometrov. Rusija napreduje tako, da 1, 2 ali 3 vojaki poskušajo priti v območje med frontama, najdejo skrivališče in potem opazujejo, kaj se zgodi. Vendar pa vojak na določenem območju še ne pomeni, da je to območje dejansko pod ruskim nadzorom. Težava nastane, ko mora na koncu dneva nekdo, ki kodira podatke zemljevida, določiti, kako razdeliti črto. Če se ravnate po tem, kdo je bil tam nazadnje, potem dobite bolj dinamične spremembe črte. Če pa v dvomu date prednost trenutnemu nadzorniku, potem manjši vdor ne bo spremenil črte. Ta pravila kodiranja nato natančno določajo, kako izgledajo številke o ozemeljskih spremembah, zato lahko vidite veliko razlik med njimi, tudi če se njihovi kodirniki strinjajo glede tega, kaj se dejansko dogaja na terenu. Kljub temu kritika, da Ukrajina dosega navidezne ozemeljske pridobitve, zgreši bistvo in ne sledi v celoti dokazom. Rusija napreduje tako, da se širi navzven in nato poskuša pripeljati okrepitve. Če Ukrajina ponovno zavzema vsa območja, kjer Rusija poskuša napredovati, moramo še vedno zaključiti, da se ruska ofenziva bliža koncu. In čeprav je bilo morda smiselno misliti, da je bil to marca razlog za takšne podatke, pa 259 kvadratnih kilometrov v maju zahteva globjo razlago. Nekaj se je na terenu spremenilo in začeti moramo razumeti, kaj. Pravzaprav se je na terenu spremenilo veliko stvari. Ampak začnimo ironično s tistim, kar je večinoma v zraku. Vrem. Prepričan sem, da že poznate osnove te zgodbe. Vlaga ni dobra za spravljanje težkih vozil na položaje. In kljub temu, da droni prevladujejo na prvi liniji in so majhne infiltracijske skupine nova norma, lahko mehanizirane skupine še vedno izkoristijo vrzeli, poleg tega pa je treba vse oskrbovati z zalogami, ne glede na okoliščine. Ta zima je bila hladnejša in z več padavinami kot prejšnje leto. To je pomenilo bistveno več snežnih padavin. Ko je prišel marec, se je ta sneg začel topiti, kar je povzročilo posebej hudo spomladansko razputico. Zato se je ruska ofenziva zataknila. V redu, seveda. Ampak ali vidiš neskladje med to teorijo in podatki? Ukrajina zdaj napreduje. Argument razputice bi napovedal zamrznjeno frontno linijo, ne pa preobrata razmer. Popolnoma smiselno je misliti, da je odtajanje tal pomagalo upočasniti ruski tempo, vendar potrebujemo drugo teorijo, da v celoti razložimo podatke. Naslednja je pa streves. Obožujem to sliko Ukrajine.
Ne samo zato, ker je lepa, ampak tudi zato, ker pojasnjuje, kako je država dobila svojo zastavo. V daljavi pa se skriva še nekaj drugega – pas dreves. Tehnični izraz za to je pravzaprav protivetrni pas. Protivetrni pasovi pomagajo nadzorovati erozijo tal, ki bi sicer uničila Ukrajino kot žitnico Evrope. Ina slabost. Napredujoče enote jih lahko uporabijo kot kritje, da se skrijejo pred droni. Da iz tega sledi, da Stalinova kmetijska politika zdaj pomaga ruskim enotam pri osvajanju Ukrajine. Razen, da se šušlja, da je Ukrajina začela agresivno požigati te drevorede in tako prisilila ruske enote, da napredujejo po odprti stepi. Obseg te politike sicer ni jasen, vendar v vsakem primeru naletimo na isto logično vrzel kot prej. Požiganje dreves naj bi ustavilo premikanje ruskih enot. V redu, preverjeno. V resnici pa bi to Ukrajini otežilo napredovanje skozi dele nikogaršnje zemlje, nad katerimi ima boljši nadzor. Ni odkljukano. Še vedno potrebujemo drugo teorijo, da bi popolnoma razložili obrat v podatkih. Tretjič, imamo Starlink. Verjetno ste to zgodbo že slišali tudi tukaj. Starlink je ukrepal proti ruskim vojakom, ki so uporabljali terminale znotraj Ukrajine, s čimer je onemogočil eno glavnih metod, ki so jih imeli za usklajevanje napadov in kasneje obrambe. Ko je prišlo do izklopa februarja, smo vsi začeli pričakovati, da bodo ruski uspehi utrpeli udarec. Ključno vprašanje je bilo, ali bo to le začasna motnja, ali pa bo učinek dolgotrajen. No, še vedno je težko trditi, da bi stalna izguba Starlinka privedla do pomembnih ukrajinskih uspehov več mesecev kasneje. Vendar Rusija ne pričakuje, da bo prava zamenjava začela delovati pred letom 27. Zaradi tega se človek vpraša, zakaj Kremelj te ranljivosti ni vzel bolj resno že pred 4 leti. Za zdaj pa se Rusija sooča s povečanimi težavami pri poveljevanju in nadzoru. Razumno je misliti, da je bil to prva domina, ki je Ukrajini omogočil doseči veliko več. Četrtič, obrnimo se na Telegram. To je dvojni udarec. Približno ob istem času, ko je Rusija izgubila Starlink, je Kremelj začel omejevati Telegram. To je bila politična poteza. Tako kot katerikoli drug kanal družbenih medijev, lahko Telegram širi nezadovoljstvo državljanov z vlado in, še huje, lahko usklajuje protestnike, da gredo na ulice. Majhna težava. Ruske enote prav tako uporabljajo Telegram za usklajevanje svojih dejavnosti. Tako so se napadalci hkrati trudili dostopati do interneta in niso vedeli, kje naj komunicirajo med seboj, ko so enkrat prišli na splet. Kar naredi ta vidik ukrajinske ofenzive zanimiv, je to, da bi se lahko za Rusijo spremenil v začarani krog. Slabše kot bo videti bojišče za Rusijo, večje bo nezadovoljstvo med državljani. Toda več kot je nezadovoljstva med državljani, več ima Kremelj spodbude, da uvede dodatne omejitve na družbenih omrežjih. In potem smo spet na začetku. Več kot je omejitev na družbenih omrežjih, slabše bo bojišče za Rusijo. Eto, preskočimo napade na železnico. Z mojega vidika tukaj postanejo stvari zanimive. Morda smo priča temeljni spremembi v načinu, kako Ukrajina vodi vojno. Če se za trenutek oddaljimo od glavne teme, je bil načrt NATO za poraz Rusije vedno osredotočen na uničenje ruskih oskrbovalnih linij. Karkoli se dogaja na sami fronti, je nepomembno, če te enote ne morejo dobiti dodatnih zalog in streliva. Pravzaprav ruski napredki na frontnih linijah ironično še poslabšajo problem oskrbe. Torej jih preprosto izstradaš in na koncu zmagaš praktično brez boja. Ukrajina ima težavo s ponovitvijo te strategije, ker moraš svojo moč projicirati več kilometrov za frontno črto. Zgodovinsko gledano je bila ta sposobnost pridržana za najmočnejše države. Seveda je Ukrajina v zadnjih 4 letih napadala takšne priložnostne cilje. Toda to so bili posamični udarci, ne pa del trajne kampanje. No, morda to ni več tako. Tempo napadov na železnice in drugih napadov na logistiko se je v zadnjih nekaj mesecih povečal. Kako je Ukrajini to uspelo, ni jasno. Očitno je odgovor v določeni meri uporaba dronov. Ena od domnev je, da je Ukrajina zmanjšala prednost Rusije pri dronih na optična vlakna, s čimer je obrnila problem, ki je Rusiji omogočal večji pritisk na sivo območje. V vsakem primeru je Ukrajina našla način, kako prodreti z droni veliko globje na ozemlje pod ruskim nadzorom in to začenja vplivati na dogajanje na fronti.
Šesta stvar je razširitev tega. Napadi na rusko obrambno industrijsko bazo. Namesto da bi napadali logistiko, bi lahko preprosto uničili ruske tovarne. Če vaš nasprotnik ne more izdelovati orožja, potem vaš nasprotnik ne more streljati z orožjem. Ovira za to strategijo je bila prej ta, da so tovarne orožja običajno zelo daleč od fronte in v razmeroma zaščitenih stavbah. Zato za uspeh s to strategijo potrebujete velike bojne tovore, ki lahko potujejo na dolge razdalje in se izognejo zračni obrambi. Ruska zračna obramba se že skoraj leto dni počasi ruši. Medtem je ukrajinska ljubezen do rožnatih ptic ustvarila orožje dolgega dosega z dokaj visokim učinkom, ki je primerno za napad na tovarno. Kar tukaj ne moremo dokončno ugotoviti, je obseg učinka. Ruski državljani so manj nagnjeni k temu, da bi brezplačno ocenjevali škodo po napadih, ko je ena od teh tovarn zadeta, ker eksplozije niso tako dramatične kot pri drugi vrsti ciljev. Mimogrede, 7. točka so napadi na rusko naftno infrastrukturo. To je še ena kategorija, za katero ne potrebujete dolge razlage z moje strani, da bi jo razumeli. Kijev želi obravnavati Rusijo kot bencinsko črpalko, ki se pretvarja, da je država, in Kremelj se trudi najti odgovor. Tega ne morem dovolj poudariti. Celotna vojna je postala največji finančni projekt Kremlja po padcu Sovjetske zveze. O njej bodo odločale bilance. Koliko denarja priteka v Kremljeve blagajne in koliko ga gre ven za plačilo vojakov? Napadi na rusko naftno infrastrukturo, rafinerije, pristanišča in tankerje iz senčne flote poskrbijo za prihodkovno stran enačbe. Ker je ruska zračna obramba tako slaba, ta strategija deluje že več mesecev in zdi se, da se za Kremelj stanje samo še slabša. Zmogljivost ruskih rafinerij je aprila padla na najnižjo raven v 16 letih. Zato mora Kremelj zmanjšati svoja prizadevanja za novačenje. Ministrstvo za obrambo je v prvem četrtletju 26. doseglo le približno 70% svojega cilja za novačenje. Deloma kot posledica tega, Rusija zdaj novači manj vojakov, kot jih izgubi na bojišču. Ukrajina to ponovno izkorišča. Nazadnje imamo povečane izgube ruskih vojakov. To je druga polovica enačbe. Rusija bi lahko še vedno imela neto povečanje števila vojakov, tudi če bi bila stopnja novačenja nižja, če stopnja izgub ne bi bila tako visoka. Ampak je. Spet se zdi, da je del tega povezan s tem, kako Ukrajina zmaguje v bitki za prevlado z droni. Druga polovica je splošna strateška drža Rusije. Osnove vojaške strategije te naučijo, da napadalna vojska potrebuje bistveno več vojakov kot obrambna vojska. Iz tega izhaja, da če se še naprej obnašaš kot napadalna vojska, nimaš pa dovolj osebja, da bi to podprl. S časoma boš izgubljal vedno več vojakov in v zameno ne boš pridobil veliko ozemlja. To je opozorilo glede pretiranega razlaganja statistike o izmenjavi ozemelj. Več kot so ukrajinski uspehi posledica nadzora z droni, boljše so prihodnje možnosti Ukrajine, da se bodo razmere še naprej razvijale v želeni smeri. Bolj kot je to posledica tega, da Rusija ne sprejme ustrezne strategije glede na svoje zmogljivosti za novačenje, slabše so prihodnje možnosti Ukrajine. Omeniti pa moram, da je v preteklosti pogosto trajalo dolgo, da so razmere na bojišču prišle do odločevalcev v Kremlju. Zato je povsem mogoče, da bi Ukrajina lahko še mesece izkoriščala rusko ranljivost. In to je dober trenutek, da pogovor preusmerimo k temu, kaj nam ti dejavniki povedo o srednjeročnem poteku vojne. Kot izhodišče je vredno postaviti majske podatke o izmenjavah v kontekst. Septembra 2022 je Ukrajina ponovno zavzela približno 6000 kvadratnih kilometrov ozemlja. V nasprotju s tem bi lahko to, kar smo videli v zadnjih nekaj mesecih, najbolje opisali kot kombinacijo lokaliziranih protinapadov, ki morda občasno povzročijo Rusiji težave na ravni celotnega bojišča. Nismo na ravni manevrskega bojevanja, ki je zaznamovalo protiofenzivo jeseni 2022. Medtem ko čakamo, ali lahko Ukrajina pospeši svoj napredek, je ena stvar jasna. Ofenzivna kampanja je Ukrajini dala čas, da utrdi svoje obrambne linije v Donbasu. Očitno je prvi učinek tukaj ta, da bo Rusija teže pridobivala ozemlje, če ponovno prevzame pobudo. Vendar pa je bolj subtilen učinek ta, da lahko Ukrajini da več samozavesti za prevzemanje tveganj v ofenzivi.
Obrambna linija v bistvu deluje kot zavarovalna polica, ki zmanjšuje tveganje, da bi ofenzivne operacije popolnoma spodletele. To je bil pravzaprav eden glavnih problemov pri ukrajinski prekinjeni ofenzivi leta 1923. Kijev se nikoli ni popolnoma zavezal temu, ker ni bilo prave varovalke, če bi se stvar spremenila v katastrofo. Zadnja stvar, ki jo je tukaj vredno izpostaviti, je, da bi morala ukrajinska ofenziva zmanjšati trenja pri pogajanjih, ki v tej vojni še ostajajo. Rusija ne bo mogla verodostojno zahtevati preostalega dela Donbasa, če ne bo jasne poti, da bi Rusija vojaško zavzela Donbas. To velja tako, če Rusiji primanjkuje pobude, kot tudi, če ima Ukrajina za seboj močnejše obrambne linije. Posledično ukrajinska težava z učinkom domine izgine. To pomeni, da Ukrajini ni treba skrbeti, da bi izguba Donbasa povzročila nadaljne izgube, če ji nikoli ni treba podreti prve domine. Na podoben način bi morale vztrajne ukrajinske operacije zapolniti vsako vrzel, ki ostaja v prepričanih strani o tem, kakšen bo končni izid vojne. Ali bo vse to dejansko pripeljalo do dogovora, je seveda druga zgodba. Torej, kakšne so naše ključne ugotovitve za danes? Na terenu v Ukrajini prihaja do resničnih sprememb. Veliko razlag za to, kar se dogaja, nam pove le, zakaj se je Rusija upočasnila, ne pa tudi, zakaj je prišlo do popolnega preobrata v ofenzivnih uspehih. Dolgotrajna prizadevanja Ukrajine za nadzor neba, tako na lokalni ravni kot daleč od bojišča, se zdijo glavni razlog za napredovanje. Iz tega pa izhajajo še dodatne taktične in strateške koristi. In čeprav je položaj za Ukrajino spodbuden, je treba biti previden, saj dobri 3 meseci še ne zagotavljajo dobrih naslednjih 26 mesecev. Če pa želite skoraj 3 mesece vsebin, jaz osebno vztrajam že skoraj 3 mesece brez premora. Ampak še vedno je veliko zapovedati, zato se bomo verjetno videli jutri. Za zdaj, če vam je bil današnji video všeč, prosim všečkajte, delite in se naročite. In se vidimo naslednjič. Pazite nase.